Veste, folk, kva dogaja, Dino je tle vse do jaja. Danes bo spet en mehankarski vlog. Razmišljal sem, ali bi posnel to, ali ne bi posnel, ker ne vem, če vas bo glih zanimalo, ampak tisti, ki obožujejo mopede, skuterje, ne, veste, da je videz oziroma izgled zelo pomemben pri skuterju. Zato sem se jaz odločil, da danes v bistvu malo modificiram oziroma malo stiliziram mojega T-Maxa. Danes bomo sam naredili eno tako, kako bi rekel, predelavico in sicer, kar se tiče zadnjega dela. Danes sem si rekel, Dino, daj majki ti zrihti ta zadnji del. In jaz kot otrok, oziroma kot najstnik se spomnim, ker sem imel skuterja kot je Energy, ampak je bil Typhoon, smo v zadnji obvezno odrezali tale del, zato da ni pokrival celo gumo in da je izgledal skuter bolj zajeban. Ampak, ker je tole sofisticiran izdelek, to mi ne bomo rezali. Se pa dejansko da kupiti taka malo bolj fancy, malo bolj easy tablica. Tako da, zdaj boste videli dejansko postopek predelave zadnjega dela T-Maxa. Jaz sem mislil, da bo to easy, da so to samo dva šraufa, ampak ni. Treba dejansko razdreti celo levo stran motorja, priti do kablovja, to vse skup odklopiti od šraufa, sestaviti ta novi postavek oziroma nosilec tablice in ga dati gor. Tako da to bo trajalo kar nekaj časa, ampak nič skrbeti, jaz bom to vse posnel za vas. Zdaj da vidite, kako to izgleda. Zdaj, zakaj sem izbral original? Izbral sem samo zaradi tega, ker ima tukaj še nastavek za kresničko. Ker če nimaš kresničke, ne moš narediti tehničnega in policaj te lahko ustavi in ti da kazen. Zato sem se odločil za original. Ok, zdaj kaj smo tukaj not dobili? Ajde, takole, da vidite. Mene tudi zanima dejansko, kaj sem vse dobil. Aha, tukaj je lučka. Evo, takole izgleda tale LED lučkica. Potem vidite, da je pure železo šraufke. Še en del. Evo, vidite, tukaj eno železje. To je vedno, kada imaš božič. Tole pa kar lahak. Navodila! Zdaj dejansko bom jaz prvo šel razstaviti motor, potem bom sestavil in vse prevekstil. Tako da najbolj da... Ok, zdaj smo pred motorjem. Kolikor vidite, tole je T-Max 530 2017 letnik. Zdaj prvo, kar bomo dali dol, bomo dali tole plastiko, potem bomo šli pa na zadnji del. Bistvo vsega tega, ki smo dali dol, je, da dobimo tole plastiko dol. Tukaj spod je elektronika, s katerim je povezana vse do lučk na zadnjem delu. Ja, ga nosilec tablice je dol, kakor vidite, je kar konkretna zadeva. Zaradi tega sem moral razrediti po motorju, ampak pogledajte si zdaj, kako izgleda pres. Ok, zdaj se pa podajam v neznan svet in sicer to vse tukaj, kar vidite, mora priti sem gor. Hvala Bogu za navodila. Zdaj pa gremo. Malo vede, ja vzameš. Vidiš, tukaj je not zastisn. Tole stisneš. Au! Prst! Tam piše nekaj, da obrneš, ma nič ne obrneš. Au! Veš, stari gate vedno prav pridejo. Evo ga, finally. Ok, zdaj smo vse skupaj razstavili, zdaj smo na polovici dela, zdaj bomo pa mi to sestavili v ličen izdelek, skupaj dali in potem šli na motor.
Ok, Polk, še zadnja faza. Sestavimo vse te plastike, povežemo elektriko pred tem in dejansko pogledamo, kakšen je končni produkt tega mojega dela. Probal sem samo lepilnim ne gre, bušilica, šravfi in dejansko bomo to prišravfali, da bo res fiksen. Zdaj grem pa še to dokončati in vam pokažem končni izdelek. Končno, naredili smo, to je ta končni izdelek. Nisem si predstavljal, da bo toliko dela potrebno za menjavo tega, ampak po mojem zdaj, če bi drugič že delal, bi bilo lažje. Ker prvi izdelek, kar sem delal, sem se prav učil, nekatere stvari mi niso bile jasne, ampak sem naredil. Hvala lepa za ogled, če vam je všeč, like, subscribe, share, pa se vidimo naslednjič.